Bomo dali zdaj že še Kragulčke intro ali navadnega že? Ne, novoletni je. Kragulčke, ne? Kragulčke, ne? Čeprav je v resnici bo 4. januarja odzvom šele to. Pa dobro, to je novoletna oddaja v bistvu. A ni? Ja, a ni bila prejšnja že novoletna oddaja? 31. Prejšnja. Tudi smo rekli smo že vse najboljše. No, zdaj bomo pa rekli, da jim še enkrat želimo vse naj. V redu pa bomo dali še Kragulčke tokrat. Končno je bila cesta. To je pa zdaj zelo stresno se vidi. Istega, veš, ko misliš, da bo vse šlo, vse v redu, ko malo kasneje prideš, ne? Ja, sej klasika. Pa te pa presenetne. Pa je bela cesta. Tako mi čakam, da gremo nazaj da skup to pripravimo, a veš. Da pol, ne. Takrat ima po mojem že eno drugo knjigo obdelovala, veš. Ker nas bojo ven spustili, ker tole a misliš, dej ne govor tega, stari. Kje smo bili? Koga bojo ven spustili? Ne, ker pravim, da kumi čaka, da se spet dobimo, pa pravim, da ker nas bojo ven spustili, bomo mogli že kakšno drugo knjigo obdelovati, ker te odmanjkaj. Misliš, te prve knjige ali vseh 5? Žal. Nočem sred na vajni zabavi, sam mislim, da v konc še une od unga, kaj. Še tole, ali kaj? Bomo še uno, da je uno, kaj nočemo omenjati več. Ja, sej, da se omenjamo je lahko. Zanj so rekli, da, ja, točno, ja. A ni to tako, to je tako, pri Harryju Potterju. Harry Potter. Ja, Harry Potter, ja, haj. Unika, ki ga ne omenjamo. Mi tudi te ne omenjamo, ne. Imamo že industrialskega ne omenjamo, pa na knjige ne omenjamo. Unije collateral damage. Neki dosti in stvarem se bomo začeli izogibati, ja. To ni dobro. Ne, to ni dobro. Ampak dobro. Ampak dobro. Ja. Čak, ne bom jaz takole. Kaj ne boš? Nič bom šel. Ker ne sedim lepo. To pa le pazi. Na hrbet moraš paziti, ker pač vse veš, ne. Nismo več na najmlajši. Ja, nismo, ne. Dalče tega, da... Mene tako boli, kot svina. Kva te boli? Ma hrbet. A res? Vaje, stari. Ja, ne veš, kaj je. Od predvčerajšnjega una lopata za sneg. Pa smo imeli pa včeraj... Aha, ja, shit. Ti se pa res kurac. Pika pa, pizda in sem danes čist zlomljen. Dobro, ja, ti se razumem. Tukaj tudi, če ne rečem, da deli vaje za hrbet, ne brez veze. Počakamo, da mine prav. Ja. Kakšen tublet vzem ali pa kakšno pilulo od pelicona pa bo. Cepivo je zmanjkalo, ba je. Reklama, cepivo je zmanjkalo. Ja, cepivo je zmanjkalo. Ne, si se ga danes prepeljal, sem je slišal. A novega? Pešoka. 7000, mislim, ne vem, a govorijo o istem, o peliconu ali govorijo o peliconovem cepivu. Peliconovo cepivo je bilo res dobro, moram reči. Pa... Še ene dve sem stisnil nove, po moje dolga brada, pa še ena, ki jih še nisem prej, pa sem pozabil, kjer so, tako da zdaj bom mogel iti spet v kupovino. Ja. Pa vse kupati, ne, kaj češ ne. Ja. Lej, a štartamo? Pejmo. Kaj bomo pa delali? Ja, ne vem, jaz bom rekel zdravo. Zdravo. Ne, to sem jaz zdravo, ne moj. Ne, se ne hodim zdaj, samo rekel sem zdravo. Ja, sej, to je moj lajn. Zdravo. Come on. Čeprav on je tudi zdaj antivakser, mater vola. Res? Ne vem. Džuro. A je? Kaj pa vem? Mislim, ono njegova je, on tih. Čeprav ne. Fak, sem res verjeten. Zanj sem poslušal zadnjo latrino, pa nekaj je bilo govora. Sam ne vem, ali je bila Tanja ali ni bila ta. Lej, če je Tanja, valjda, če se ne bom dala maske gor, ker vsi me čudno gledajo, ko imam maske gor. Seveda, Tanja je imela te... In valjda bo kot vzoren mož bo rekel, ja, valjda maske bed, pa vaksine, pa to. Samo on kot vzoren bo sam bilo rekel, ženo, ajde, stavi masko gor. Ja, samo veš, lej, je v Sloveniji že nekaj časa, tako da. Ta se je asimiliral, kle. Da, draga. Tako da, okej, kot sem že rekel,
Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju, vesolju in sploh vsemu, v katerem po nekem čudnem naključju vsako epizodo obdelamo tudi eno poglavje štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli, Easy. podpora. Hvala za vse ribe.si. Hvala podpornikom, tudi bodočim. pelicon.ber, koda brez panike, 10% popust. Hvala. Družabni smo ali pa nismo. Na omrežjih pa smo povsod. Afna, opravičujemo se. Hvala, ker nas poslušate. Tudi v letu 2021, drage poslušalke in poslušalci. Še Tako. enkrat srečnega pozdravka. Ja, pa ne, glede na to, da smo imeli kaj zdaj tale potresa, ne tudi. Ne govor, stari. Naj vas v letu 2021 strese sam slab šnopec. Tako. Tako. Pa da bomo še do pravoslavcev korektni, oni praznujejo zdaj ta teden Božič, tako da vesel pravoslavni Božič vsem, ki praznujete. Jaz sem se odločil, da bom tudi praznoval pravoslavni Božič, krščanskega. Vse božiče. Veš, zakaj ne bi tudi tega? Se strinjam, zakaj ne bi vse božiče praznovali? Za kitajsko novo leto, a veš? Pride zdaj februarja, tudi to praznoval, hvala. To pomeni sam, da už po AliExpressu še kaj bolj počas dubu. Ne. A lahko vzameš dopust, a veš? Za pravoslavni Božič, za kitajsko novo leto, a je kitajski Božič? Mislim, če ni, zakaj ni? Zakaj ni? Mislim, glede na to, da Kitajska se deklarira kot komunistična država, ampak v bistvu so ene sorte imperije, a veš, ne vem. Ja, zahtevamo kitajski Božič. Ne vem, bi pa malo to v rojsten dan praznovala. Veš, mislim, kdaj se je malo rodil, a veš, bi pa takrat bil Božič. Ja, lahko bi bil. Ja. Maužič. Tadi človek, Maužič. Dober je. No, pa smo v prejšnji epizodi, lanskoletni. Silvestrska je bila, sam ni bila v bistvu, ne? Ker je bila v ponedeljek. Je mogoče pa kdo na Silvestra posluša? Ja, kaj pa češ delati? Verjetno ne, no, ampak ja. Sicer res je, v ligi žurov ni, ne. Mislim, manj. No. Ja, ne, uradno jih ne sme biti. No, se pravi, manj jih je kad včasno. Čeprav zanj sem laufal po industrijski coni Šiška, pa sem šel mem našega prijatelja, ki prodaja, tam, kjer naš prijatelj prodaja stvari. Ja, ok, a res? Ker tam jaz veliko tam laufam, pa tam je kolam benga. Kakšna žurka je bila. A res? Če slušalke sem slišal napune stvari. Ne se, pip! Ja, ampak to je bilo sred decembra, tako da to je že lanski sneg. Stari, jaz tam laufam tako na redni bazi. Ene parkrat nisem, no, ker grem po drugi strani, ampak ankoli, tam je tako tma. Mislim, posod, tam je lušen laufa, zato ker je pač lušen, kaj je mer. Sam enkrat na leto je novoletna žurka, veš, tako da to je sicer res, ja. Očito je glihun dan, ko sem jaz svem laufal, da sem imel. No, v glavnem, tele dve miški, Benko in Franko, sta segli po življenju našemu predragemu Arturju. Mislim, ne, se življenje jih ni zanimal, ne, samo možgane njegove sta hotla. Tako je. Hočeš reči, da je bil življenje sam kolateralna škoda? Ja, mislim, lej. A ne, se sta rekla, da mu jih tudi zamenjata. Da bo dajo nek nadomestek, ne? A veš, kaj me spomnil, da bi sem en tak procesor, kot Bugi Riba, ki zna za 5 love me tender za tiste 3 besede, kakor je zaphod ga. Ja. Mislim, ziher ima Artur več globine, če ne drugega zna sendviče delati, to bomo videli enkrat kasneje, ampak še tako dolgo, da niti kvarnik ne moramo reči temu. Zdaj pa, v bistvu zdaj lahko kar štartamo, mislim, kar damo opozorilo za kvarnik, pa pol pičemo v 32. poglavje.
Napad! Ujebe. So tulili zvočniki po vsej Magreteji. Res je bil napad. Nisem dal scenarij, ker sem Ja. Zelo doživeto peli. Ja, peli, res je Mislim, tole. Jaz Tega moram štala je bila, ne? to zamenjati, no, zdaj. Upam, da nam od tega podcasta toliko cajt snemali, da bomo mogli plenico menjati med snemami. Ker to pomeni A, da bo šla prostata ful hitrej, kot smo si zamislili, ali pa B, da ga bomo snemali 40 let, 30. Ja, lej, Čeprav, takrat lej. gremo šele v Innsbruck, tako da. Ja, v Innsbruck gremo šele leta 2042, pa smo pa itak rekli, da pokaj tega nehamo, da gremo pa v Las Vegas probat, Ja. ona dva. V glavnem sovražna ladja je pristala na planetu in očitno je treba braniti planet ali kaj. Ja, zgleda, da so bili tisti obrambni sistemi na Magreteji, da so bili narejeni samo za enkrat, ali kaj? Aš mislim, da recimo ni, ne, oni so se rešili. Ja, točno, ja. A veš, Kice ni, ne, pa lonc pa tu ni. ne, teli pač ne bi, mislim, tistega najbrž ne bi preživeli, ne? Očitno so imeli samo Ja, očitno. enkraten. Za enkrat. Te rakete so bile, kar so bile. to je bilo. Raketni sistem za Se je enkrat spucal. uporabo. To za, Ja, lej. Mislim, lej to stane, Ja. pizda. Je pa ne, a veš, če bi se razvedeli, ne, da na hodnem Magretejo, ki ima jedrske konice v znak dobrodošlice, pač ljudje ne bi hodili. Ne. Pa tudi veliko ljudi ni vedelo, ne, kje je sploh Magreteja. Ne. Tako, Magreteja je bila mitna, Magreteja ni bilo. Tako, Ne. ja. In v glavnem pol se. ja, vsa ta galama, ne, je pol Miška mal pokvarila njun načrt, a ne. Tako. Oni dve sta si pač zamislili tele Arturjeve možgane, ker se pol ni nekako posrečal. In zdaj pa še tole, ki je vnesel en kup enega hrupa in Ja, enega hrupa in ene štale. Sam v bistvu imata pa še zmer plan tak, da zdaj mi dva moramo najti ultimativno vprašanje, pa naj stane. Ne. ja, Pa ne ugotovila planet sta, se- da morata pofejkati. Ja, mislim, le- Ja, itak. Ona sta bila v službi, ne, nekaj treba narediti, mi rava tukaj Ših nekaj. je še do 4 nekaj je treba narediti. Ne. In pa ste Ja. ugotovila, da v Lej, bistvu. nekaj treba, lej, tukaj. Mi moramo nekaj narediti, ko čakamo. Tukaj zahteva od nas, da bomo to zrihtali. Tako je, in sta oni dva en brainstorming usekala, kako bi prišla do tega ultimativnega vprašanja. Ne? Odgovor sta imela, 42. In to tako ne, v parih minutah, ne, v bistvu. Sam, v bistvu mi je kar dober ratal. To ta prvo 6-7 pač ne, ampak pol pa ne, da samega Nobelovega nagrajenca citirate, ne, ta je pa kar dobro. Ne. Ja. Veš, Ja, ta je pa kar zelo dobro. lepo. Čeprav takrat, ko se je to dogodilo, še ni bil Nobelov nagrajenec. ne. Dobro, ampak Kakšnega Nobelovega nagrajenca? ja, koliko, to je v bistvu prevod od gospoda Bob Dylana, ne? How many roads How many roads must a man walk down? A ja, to, aha, ja. Ja, seveda. Ne? A čakaj, kaj on je dobil Nobelovo nagrado? Ali kaj? Ja, Mislim, takrat, ko se je to pisal, še ni bil Nobelov nagrajenec. ja, ni. Kar je še valjda, da ne, bolj smešen, ne, ampak Vem, sam imel pa ne vem, 20 Glej. let vrhunske kariere. se ne, Ja. se čist strinjam. To sploh ni za Dylana, pa za, mislim, je pesnik. Mislim, jaz sem si sposodil ob tem nekje, ki je dubul Nobelov, sem si sposodil pač ta veliko knjigo njegovih poezij, ne. Stari, to je huge. Ne. To res ni She Loves You, čuš, ne bitli. Mislim, je pa res, da če ne bi bilo Bob Dylana, tudi bitli ne bi začeli pisati svojih komadov. Ne. Ker so ugotovili, da ta model dela nekaj prav, ne. Da je v bistvu da je in izvajalec in avtor. Ne. Ko prej so tudi bitli pel. Ne vem, od Chuck Berryja pa od onih drugih. Dobro, ampak to je itak standardno, najprej začneš pregravati nekaj, ne. Ja, ne, to pa ni greš bilo, svoje. pred Dylanom ni bilo. Ne, pa se, mislim, ja, vedno je bilo to, mislim, takrat predtem je bilo, da so ti tekstopisci pisali, pa si ti sam izvajal. Tako, ja. Razen v redkih primerih temnopoltih, ki Chuck Berry je svoje delo, pa ker nisem imel denarja za to, da bi imeli tekstopisce, kot so recimo za Franka Sinatra so vsi pisali. Tako. Pa za Elvisa. Pa za Elvisa, seveda, on nikoli ni sam ga pisal, on je sam izvajal.
Za ostale, pač, ki nisi imel denarja, si mogel pa sam pisati, valjda. Vse to logično. Ne, tudi te, ki so bili, pa veš, bubblegum pop 60-ih, preden so bili. Ne, valjda so bili vsi napisani. Ne, ali, ne vem, kdorkoli, pač založba najdla en lep obrazek, pa lepi glasilkici, pa je bilo to tone. Ampak v bistvu Dylan je pa pol naredil revolucijo posredno na Beatle in pol, ko so vsi ugotovili, da lahko si sami te modeli sami izvajajo to, kar pišejo, pa je šlo pa vse. Ja, to pa so tudi drugi cajti. Takrat je šlo iz 50 v 60, ki je bilo tudi pač Here's the Revolution. Ne. Ja, tudi to pa takrat je bilo, to je Springsteen dobro rekel, da ko so oni začeli, je bilo rock bandov v bistvu na svetu vse skup par 100. Ja, se je točno to. Ja, takrat se je to začelo, oni se mislim. Tako da ja, no, citat bodočega Nobelovega nagrajenca se je tlele zgodi. Tako. In sta Benko in Franko navdušena. To pa res ne. Koliko cest mora prehoditi človek? 42, to je res dobro. Ne. S tem li bo. To je to, se je živelo na vseh. To bo zdihal dobro. Se je že na vseh talk-showih, kako to razlagata. Pa to mislim, če ste takrat imeli oni talk-showi v tisti dimenziji. Ne, valjda, sej to je bil plan, da bo to ono dva zaslužil s talk-showi. Ja, valjda, ne. To je bil plan. Ne. Medtem pa na drugem koncu Magreteje, 4 postave so pihajo po hodniku in iščejo izhod. Očitno so zbežali so ven, glih tisti cajt. To smo poznali zanč povedati, lansko let povedati, da... Da so pred vrati čakali eni neprijazni gospode, ki so jih očitno grdavšasti deci, ki so jih dobili po glavi z zelo težkimi nagradnimi pokali. To so bili to slartijevi, bogi reveš. Očitno so jih namahali in zbežali, Zapad, Trillian, Ford pa Arthur. Ampak pa se zgodi pa nekaj res groznega. Streljati se začne. To je prava vesoljska saga zdaj. Ja, to je pa Star Wars po mojem seklu. Kilo v zep, bam, bam, bam. Tle je ta dobra Artur opaz, da streljajo na nas. Očitno. Ne, ti si zdaj že predaleč. Prehitro sem predaleč. Ker začnejo streljati na njih in mu pač tudi teli po megafonu mu rečejo, ok, Babel Brox, ne ostani, kjer si, obkoljen si. In pol Zapad ugotovi, da ga v bistvu zgleda neki galaktični policaji lovijo. Da so ga ujeli, da so prišli do njega. Tako, ja. Tako da in pa se oni dogovarjajo, kje bi to pobegnali ven. In pa mu še povejo, da ga noče ustreliti. Tako, ja. Ja, mislim, so zelo liberalni policaji, čeprav ne marajo nasilja. In potem mu pač te dva policaja zaupijata, na koncu jih zagleda, na koncu hodnika, ker sta bila oborožena s temi kilo zapi. Ja. To verjetno si, pod kvasi to predstavljamo, kako to zgleda kot neka puška, zapka te ubije. Ki strelja neke, ja. Ja, tako, ja. Kažem komodor preveč. To je to, tako laser dela, če ne veš. Ja, sem se malo pozanimal v teh oborožitvi, sodobni. Ne, ni pev, zaradi tega, ker bi mogel imeti skoraj eno jedrsko elektrarno na hrbtu, če bi hotel pač en kukarkoli spodoben laser uporabljati za oborožitev. Aha, pol še nismo tle. Ne, nismo še, zaenkrat smo še. Kilozap ne pove, da je laser, je sam kilozap. Ne, pove, vse piše, da je laser pri bremzu enih... Ne, pa reče sam kilozap, da ni curek energije. Curek energije, to ni kilozap. Laser, mislim, halo, stari. Ja, to si ti zdaj. Kaj pa druga biti? Kaj če biti? Energy beam. Ok, energy beam. Curko za... Curko pa štula. Ampak že delajo poskuse s tem, tudi z laserji. Imajo tudi ameriška vojska dela, jih imajo in na... Super stvar. Kaj, zdaj smo najdeli nov način, kako smo pobijali med sabo.
Nismo zmeri. A ste videla lansko let, malo pred Silvestrovim, ki je tale robota, ki iz Boston Dynamics zdaj celo zapleše? Da zgleda še malo bolj bizarno, kot je prejšnjič, ki je sam prevala delal. Meni je že ki skače, pa dela parkour čez, mislim. Ja, no, že meni ti scary, kako te bo najdel pol. Okay, v glavnem, se pravi, ta laserske pištulce še niso, ali kaj? Ne. Zaenkrat smo še na smodniku. Vse veš, kako je. Mi smo po galaktičnih standardih še malo za tistem, kaj je treba 2 kamna rukon skapne. Sicer po mojem, da ti je na koncu, če v glavo dobiš, ne vem, Magnum 44 ali pa laser, da ti je na koncu v bistvu čisto vse, ne? Da ne boš dlako cepil zdaj pri tem, ne? Ne, sem gre za to, katera stvar je bolj humana. Še enkrat, vse ti je v tistem danem trenutku, kot je to sedane. Moja Nika se blazno huduje, ne, nad temi reklamami po televiziji. Ne. Ona se zdaj že pred parimi leti za vegetarijanstvo odločila in tole, ki je reklama za piščancem prijazna reja. Ja. Vse to je to. Ne. Veš, prav, mislim, če bi mu bila toliko piščancu prijazna reja, ne bi bil zdaj on v plastiki pakiran. Ne. Ja, se je res. V štecuni, ne. Tako da, zdaj kaj je humano, kaj ni humano. Rej je prijazna, dokaj ga ne ubijajo. Aha, okej. Prijazno. S čim manj škode, ne. Živijo piščanček, kako pa si kaj danes? Oziroma štromel, kako je že tisto. To v Redici smo že imeli, no, mislim. To debato z Redico smo že imeli, pa ugotovili smo, da v bistvu Adam Rabar je res dobro. No, da je res zraven. Dobra pivenca, zato je bila edina. Ljušen. Tako da zdaj smo ugotovili, ne, da sta mu pač tudi povedala, da ga načeloma hočeta živega. Ne. Ja. In Zaphod se je z njima prav strinjal. Ne. Ker sta mu rekla, nočem živega, pa to mislim. Valjda, meni je super, je rekel, veš, ne. Sam njune dejanja se niso glih ujemala z njunimi besedami, ne, in sta kar lepo streljala na njih. Ne? Ja, je bilo več. In takrat pa tukaj ugotovimo, da policajska ni lahka, ne? Ker sama poveta. Ne? To je tako, kot piloti, veš, sami ti povejo. A to je pa lastniki iPhone-ov pa to, a ne? Kako veš? Veste, ni lahko biti policaj. Kva prav? Da ni lahko biti policaj? Ja, ampak to je njegov problem, ja. V bistvu so imeli res srečo, da so najdli 2 taka malo bolj emocionalna policaja. Ne? Ja, malo govoreča, ali kako bi človek temu rekel. Ne, se govorila sta v bistvu čist, ampak da sta jim pol razložila, ne, da ni to veselje, da zdaj streljata pa pobijata ljudi. Čak, stop! Mislim, to se mi pa zdi, da je fajn citat, ne, da policaja razložita kako pa kaj. In z nami je Jujana Banič, direkt iz Havajev, v bistvu, kako poznamo Jujano. En jo poznate z Radia 1, en jo poznate kot instagramerko. No, v glavnem, Jujana rada potuje, rada ima more in trenutno je na Havajih s familijo in zdaj bo prebrala tale citat. Jujana, se slišimo? Halo, da se čujemo, halo, ima koga, halo. Dobro, se slišimo, hvala. Čeprav smo kaj? Skoraj 13,000 km na razen, ampak ja, sound je the best, kot da ful hvala. Dobar je, super. Ok. Spet tišina na to megafon. Poslušaj, poba, je začel glas. Ne ti misel, da imaš opravka z bitim kavbojsko razpoloženim idiotom z nizkim čelom, mehkimi prašičimi očmi in zavzlanim jezikom. A zastopaš. Tlele sva 2 inteligentna in čuteča tipa, ko bi vam bila najbrž kar všeč, če bi se dobili kje v družbi. Zdaj, nisem tiste vrste, a veš, ko gre in brez veze
pobija ljudi, da se potle baha po oguljenih policijskih barih, tako kot določeni cajkiči, za katere bi lahko navedel tudi imena. Ne? Jaz grem in brez veze. Brez veze. Pa s tem ure in ure in ure težim svoji punci. In jaz pišem romane, je dodal drugi. Sicer še nobenega nisem objavil, ne? Ampak zato vas svarim, da sem prav nemarne volje. Ja, hvala, Jana, pa lep pozdrav v Havaje, ne? Mislim na Havaje, kako se reče. Na Havaje. Na Havaje, ne? Ja, tako je. Če so otoki, ja, se imaš prav. Tako. To je skoraj tako, Kornati, samo da malo več, pa malo dalj. Ja, več. Ferkrat levo, desno, lej. Ja, lej. V glavnem, super, kje smo mi ostali? Aha, pri Fordu, ne. Ford se začne sprašovati, pa kjera sta to lika, veš, tega policaja, mislim. Ja, mislim, točno to, kaj bi vsak rekel, lej. Najprej si leta nota, pa, ne. Poti pa že malo manjka za jokata, veš, da se ti že zasmita, ga v najraš malo stisnu, a veš. Ja, to je. Ampak zap kot prav mesto skoraj ljubše, kot streljati. Kaj malo sta res čudno. Ja, malo sta, ja. Ne, in pol iz njihovega skrivališča povabta, ne? Ja. In potem one dva spet streljata na njih in vse skupaj in potem tišina. In oni se vprašajo, a ste še tam? Policaja vprašata. Ja? Prav nič nisva uživala v tem. Mislim, skozi je mogel malo povedati, da... Ja, ni mi fajn, no? Skozi ste se malo pritožvala, ne? Mislim, pritožvala sem se v bistvu med tem, ko sem streljala. Ja, veš, vse tako, ko smo tam slišali, ne? Mislim, one dva sicer pobijata brez veze ljudi, ne? Sam... Ni me všeč. Mislim, všeč, ja, malo pol jambrata, težita folku okoli pol s tem, veš, ne? S temi nekimi svojimi čustvenimi travmami, ne? Ja, sem to rekel, ja. Tudi policaji niso več to, tudi v prihodnosti niso več to, kar so bili. Zato hoče razložiti stvari, no. Hoče pač povedati. Humano bo razložil, ne? Nima všeč, ampak bosta pa streljala mal, predaj se, nima na fajn, ni mi festo. Ja, točno to je. Ja. Povejte par stvari, da pišete knjigo, recimo. Ne, pol že naprej, ne, ker se še zmer krega, ne, a veš, da v bistvu, to, kar ti bom povedal, bo zelo inteligentno in zanimivo in humano. Ne. Ali se predate, da vas malo prebutava, ne preveč, pa pač, ker so nasprotnika nasilja, ali pa pač, da rasujeva tlele, da je cel planet, pa še ene par za zraven, ker so jih opazili na pot sam. Ne. A veš, ne. Res ta nasprotnika od večnega nasilja, se je videti. Ja, všeč mi, kako bo to podariti, ampak še vsem povedati, da bo ta lahko planet uničila. Če bila nasilna, pa bi, ne vem, cel krak galaksije ruknila v luft. Ja, ne vem. Po kom je že bila una anekdota, veš, ki je rekel, bolj, ko smo ga poslušali o njegovem poštenju, bolj smo skrivali srebrni pribor. Ponovadi so oni najbolj škatljivi, ker je. Bolj je pošten, bolj je nevarno. Ja. Tako da ja, in potem... Je sledila nova toča električnega ognja in potem... Enač, to se je začelo vse skupaj sesedati in vsi so se sam stisnili in so sam upali do konc. Tako. In pol je bil konc. Dočakali ste še en pečino obešalnik, prvi v letošnjem letu. Ok, recenzija. Nimamo je, imamo pa dva nova podpornika. Aleš v bistvu je poskrbel za lepo božično darilo na PayPalu. Tomaž pa se je odločil za podporo na Patreonu, se pravi mesečno, tako da hvala obema. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste nas že podprli. Hvala. Jaz lahko zdaj povabim sam poslušalstvo, da preberete citat iz 33. poglavja in objavili ga bomo v naslednji epizodi. Kako? Vse piše na hvala-za-se-ribe.si, naša tajnica na 0599686885, pa še zmer sameva. Pa dajte, ali lahko prosim enkrat res, zdaj pa
zdaj pa že novo leto, novi mi, koronavirus je res že star, ker mu noben ne več ne reče novi koronavirus, ne pač karkoli. Če pa mu so pa že zacaj tam, tako da dajte res poklicati, no prosim. Dajte si to eno od novoletnih zaobljub, da te pa letos pa res poklicali na našo tajnico. To, ja, ker drugače moramo mi skozi goste iskati pa. To je vam res lahko krata. To je za začetek, iz psihologije majhne cilje si zastavite in gremo. Mali koraki, dajmo. Ja, pa res ne začeti hujšati 1. januarja, oziroma 4. kar ne vratali. Obsojen neuspeh. Ja, ne, to so raziskave pokazale, da je najslabše. A čas zbran, ali kaj? Kaj? A čas zbran, ali kaj? Ne, da v bistvu novoletne zaobljube v resnici ne delajo. Da vse, kar se za nov let odločiš, da boš naredil, je brez veze. Ne pele, ali kaj? 23. ne vem, september je v bistvu boljši datum. Ker če rečeš, da boš nekaj naredil, začel delati do 23. septembra, pa če ti rata do novega leta delati, si delal to že 3 mesece, kar pomeni, da si že spremenil rutino, ne, in da si obrnil stvar sepu prid. Če začneš 1. januarja, pa se mi še ne da danes, pa narabimo še, pa šihte šele 4. Dobro, bom počakal na drug teden in pol tako. Počakaš na novo leto, 22, pa 23, pa tako naprej. Tako da, ja. Dobro, ampak ker štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast je, nas lahko podpreš tudi ti. Vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Iz srca pa vsem najlepša hvala tudi za poslušanje. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Dober tole. Ta prva letošnja je bila pa kar, mislim, je šla pa kar hitra, ne? Ja, full hiter. V redu, vse ena kratka za začetek. All good, baby. Čakaj, ustavi, izvozi.